V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Zadaj si lahko vzamete liturgični koledar, tako da s tem tudi pomagamo malo financam naše kopele oziroma našega slovenskega apostolata. In seveda, če bo kaj ostajalo, da tudi še komu morda se podari in se še koga povabi. Skratka, imamo Janeza Krstnika, našega vodnika po adventnem času, ki iz pustega kraja, iz samotnega kraja, kakor imenuje evangelij puščavo, se približa vodi Jordanu, torej, da bi oznanjal in opravljal seveda svoj krst pokore. Vidite, to je tudi naše življenje, splošno in duhovno življenje, ki je med puščavo in vodo, torej ki je med neko žrtvijo, med nekim mrtvičenjem, med nekim postom, med temi stvarmi, torej da nekaj damo od sebe, kot tudi da nekaj prejemamo. In seveda veliko več v resnici prejemamo, kot pa mi od sebe dajemo, ker tako deluje milost Božja. Tako da na simbolni ravni sveti Janez Krstnik ravno to oznanja. Eno je naše prizadevanje v adventnem času, ki je spokorni čas. Drugo je seveda milost Božja, ki deluje, ki pride, ki nam da ne samo Božjo moč, nam da samo Božje življenje. Med drugim, zakrament pokore se mu reče, kot smo večkrat povedali in bomo tudi še večkrat povedali, drugi krst, ker spet prejmemo to milost Božjo, ki smo jo prvič pri krstu prejeli, se obnovi v nas ta zadeva, torej Božje življenje v nas, po naših žilah se ne pretaka več samo človeška kri, se Kristusova kri pretaka, spet smo imenovani Božji otroci, spet smo Kristusovi, spet smo pravi kristjani in tako naprej. Vse te stvari, ki jih lahko naštevamo, to torej naredi v nas milost Božja, tako da na tak način se pripravimo, na tak način tudi živimo to svoje življenje. Seveda prav je, da zadoščujemo za svoje grehe, kot tudi za druge grehe, za grehe drugih ljudi, za grehe sveta in tako, če so kakšne take stvari, ali smo mi že kaj v tem smislu naredili, da bi bilo bolje v tem svetu, ali se samo pritožujemo. Namesto, da bi se pritoževali, dajmo napraviti te zadeve, da namenimo, da darujemo, da žrtvujemo, da se ne pritožujemo, da voljno prenašamo vse te stvari, kar tudi imamo v teh duhovnih delih usmiljenja oziroma bratske ljubezni, poleg drugih zadev, kot je grešnike svariti, nevedne učiti in tako dalje. Ampak najprej smo mi tisti, ki se moramo ravnati in sami sebe kdaj spodbujati, svariti in se poučiti, se poglabljati v to krščanstvo in tako naprej. Vse te stvari. In torej pri izviru žive vode mi se napajamo s svetimi zakramenti. Kristus sam, ki se nam daje v hrano, potem takem smo dostojni prejeti Kristusa kot takega. To je ne samo adventni čas, to je naše življenje. Torej pripravljamo srca, rahljamo zemljo, izravnavamo doline, griče, sekamo in tako dalje. Vsakega nekaj. Tisto, kar nedostaja, tisto dodajamo, tistega, kar je preveč, ponavadi so to naše pregrehe in tako kakšni napuhi, kakšni ponosi in take stvari, tisto pač je treba prisekavati, postopoma, seveda vedno. To je treba krepost, vaditi se v kreposti, če dalje več kreposti, krepostno življenje, dobro življenje, se truditi za to.
vsak dan, dan za dnem, ne? Ker tudi Jezus pravi, da kdor hoče za njim hoditi, mora vsak dan vzeti križ na svoje rame, hoditi za njim. Naj se odpove sam sebi, vzame križ na rame, hodi za njim vsak dan. Ne? Moramo dati skupaj malo te pripovedi, ne? Kako posamezni evangelisti se tega spomnijo, da potem dobimo celotno sliko. Skratka, vidimo, je sodelovanje človeka in Boga. Na ta način torej pripravimo sami sebe, pripravimo prostor v svojem srcu, zrahljamo, smo rekli, zemljo, pripravimo rodovitno zemljo, da more obroditi sad, naše srce, da so ti duhovni sadovi lahko rojeni. Torej Marija bo imela kam položiti dete Jezusa, naša srca pripravimo, torej ležišče, zibko, jasli, zlasti v svojem srcu. Ne? Sej podoba jasli, ki jih bomo občudovali kmalu, nam pomaga pri tem, lepo se pri njih ustavimo, pokleknemo, počastimo, molimo ob jaslih kot tej živi podobi, kot je sveti Frančišek lepo rekel, ne? Da hoče videti v mesu pravzaprav, ne? Kako je Jezus preživel, ne? To svoje rojstvo, ta prihod v mesu na ta svet. Ne? Zato je tudi postavil te prve jasli, seveda to so bile žive jasli, kot jih poznamo in tako. Mi postavljamo te figurice, te podobe, zato da bi tudi nekako videli in si predstavljali. In lejte, to je kot nalašč za našo premišljevalno molitev teh skrivnosti učlovečenja v tem primeru, ne? Da bi to mogli bolje premišljevati, se bolje ob tem zaustaviti in svojimi mislimi, svojimi čuti, svojim vidom, sluhom, okusom, tipom, vonjem in tako dalje. Ne? Se pravi, s tem nekako se postaviti tja in biti tam z Jezusom, biti z Marijo, Jožefom, s pastirji, z angeli, z modrimi in tako. Ne? Vsi tisti, ki so prišli. Torej narediti prostor v sebi, zato da bodo tudi nam angeli oznanili slava Bogu navišava, ne, se pravi, da slavijo Boga, ampak da bodo tudi nam oznanili tisti mir, ki iz nebes prihaja v naša srca, ker to je vedno Božji mir, ne more biti neka stvar, ki se jo človek sam zrihta. Ne, tako. Torej to je to izravnavanje teh steza. Tudi mi kot številni misionarji po svetu in tako pripravljamo te steze, te ceste, zato da bi prišli do najbolj oddaljenega kotička, da bi torej Jezus prišel do najbolj oddaljenega kotička našega srca, našega duha, naše duše. Tako. To je torej še naše delo, zdaj v teh parih dneh, kar nas še loči do Božiča, lahko tudi v duhovnem smislu še marsikaj postorimo, ne? Da ne bo samo neko tekanje in divjanje in to, ampak da se bomo znali lepo zaustaviti in narediti tudi v tem duhovnem smislu svoje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.